V sredo je bila večina šolskih klopi po Sloveniji praznih. Napolnila so se igrišča. Meni je fajn zato, ker sem prost, ker se lahko s prijatelji dobimo, zunaj lahko igramo košarko, se družimo. Da imamo malo dopusta, pa malo miru. Ker se mi ni treba učiti. In se pripravim tudi na naslednje ocenjevanje, ki jih imam. Da učitelji stavkajo, mi pa tudi na nek način ni v redu, ker mi je malo dolg čas, če sem sam edinc. Medtem ko ste bili vi na igriščih, se je tako okoli 12 tisoč stavkajočih, ki so združeni v sindikate, zbralo na 11 protestih po Sloveniji. Učitelji in drugi delavci stavkajo, ker se jim še vedno ni uspelo z vlado dogovoriti o zahtevah, ki jih imajo. Zaradi varčevanja so se namreč v času krize plače zaposlenih v šolstvu in izobraževanju znižale. Zato zdaj, ko gre državi bolje, zahtevajo zvišanje. Prav tako zahtevajo ustrezno plačano delo razrednikov in višji regres za tiste, ki imajo najnižjo plačo. Regres je znesek, ki ga dobi delavec kot prispevek za dopust. A vlada in sindikati se ne strinjajo o tem, kdaj in za koliko naj bi se plače zvišale. Nekateri mladi imate o tem tudi svoje mnenje. To, kar delajo v šoli, ki učijo otroke pa vzgajajo jih, da si zaslužimo več, malo više plače, kot jih imajo zdaj. Nekako pripravljeno življenje naš učence. Ni pa, da bi pa tako zdaj skoraj vsak mesec stavkal, ker tudi vlada to nekako prenešti. Bi morali ne samo učitelji, ne. Ka marsikdo ima tudi slaba plača, ne samo učitelji, ne. Tudi tisti, ki so izven sektorja, ne. Ker je samo dan po stavki z mesta predsednika vlade odstopil Miro Cerar in z njim ministri, se sindikati nimajo s kom pogovarjati. Zato v prihodnjih mesecih stavke ne bodo ponavljali.